Pa serbo spubeci in dekline, ja pa halo, kak je zdaj? V glavnem, za Luko Dončićom in Dallasom je nova noč zmage, nova noč za Luko, odlične predstave, 53 pik, to bomo malo pokomentirali. Ni pa zdaj to glavna tema današnjega podcasta, 10 dni še do konca tržnice v Ligi NBA. Neke nove informacije so okoli igralcev, ki so potencialni kandidati za prihod in pa ki so potencialni kandidati za odhod. Tako da to bomo obelodanili. En hud velik problem, ki ga imajo igralci Dallasa z Luko oziroma klub z Luko, obratno o enem določenem igralcu se gre in tako naprej. V glavnem, če ste tukaj prvič, vljudno vabljeni, da se mi pridružite na kanalu Greg Scored, kjer bomo podobne analize izvajali še naprej z highlightsi in ostalimi košarkarskimi informacijami, pa vas bom tudi zalagal še naprej. Vabljeni. Gremo lepo po vrsti, začnemo z zadnjo predstavo 53 pik Luke Dončića in pa nekega drezanja pomočnika trenerja Detroit Pistonsov. Glavnem, tu dve stvari ne greta skup. Dončića si ti dal igrati domačo dvorano, on si je kao nekaj gležen zvil in zdaj je nova tekma, ful je motiviran, ekipa nekaj zgubla, imela je sicer eno zmago brez njega, ampak drugače nasploh zgubljajo, ko ga ni, tako da Luka je mogel priti nazaj pa obrniti ploščo, ne? Treba nazaj na zmagovalno ploščo obrniti. Majster da v prvem polčasu 27 pik, če se ne motim, in nek majster izklopi, brez nekega podcenjevanja, no, če prideš do pomočnika trenerja v Ligi NBA, katerega koli moštva si nekaj v karieri mogel narediti dobro, hudo dobro. Ampak ne mi Dončića razpizditi v prvem polčasu, ko ti majster zadane praktično vse. Pa ti delaš samomor, pa kaj razmišljaš, majstore, alo? In seveda je šogu bezdatna, zdaj je Luki. Luka je po tekmi povedal, že 1000krat prej je povedal, ki ga poznamo, da z njim sredi tekme ni dobro česen zobat. Se poznate trash talk, ne? Pa največji igralci so to oboževali. Od Jordana, Bryanta, Pipna, Garneta, Garyja Paytona, naštejte vi, pa valjda zamara to Luka Dončić. In ti si šel v domači dvorani, si šel ti Luko provocirati, potem, ko ti je že navrgo ne vem koliko točk, pa se je tekma praktično kome začela, stari, podpisal si smrtno sodbo, ampak si jo ti, ni panike, meni je bilo fajn, nekaj me je križ bolel, težko me je bilo gledati, težko me je bilo spati, lažje sem gledal tekmo, ni panike, stari, ti kar deli svoje, majster bo trpal, Luka je trpal, dotrpal je na 53 pik, imel je 70% šut, pa hvala ti, majstore, od pomočnika trenerja. Ne morem najti tega primka oziroma imena in primka, dajte mi spodaj v komentarju pomagati, kjer je majster bil to, ker svakamu čas, če prije kdaj v Slovenijo, eno kavo smo dolžni. Fiks. V glavnem, 53 pik jim je natrpal in tukaj se je pojavila ena težava, če mene vprašate, kaj pa ostali igralci od Dallasa? In tu se bom na koncu... zdaj se bom dotaknil. Problem, ki se imenuje Spencer Dinwiddie. Majster je raztural, ko ni bilo Luke. Majster je raztural. Majster je dal ne vem koliko, prek 30 pik na dveh tekmah. Proti Phoenixu smo itak dobili, eno nazaj smo zgubili, ampak nema veze. Spomnil je na čase, zakaj on bil pripeljan. Zdaj zraven Luke pa... ptičica. Ne? Kje je zdaj? To mene ni všeč in zaradi tega je tudi eden izmed potencialnih targetov, tarč, da ga Dallas lahko menja, ker se ne znajde v igri z Luko. Recimo Christian Wood je že nakazal, da lahko z Luko sodeluje, o tem sem že govoril, ampak zakaj je majster zdaj kar naenkrat poškodovan, pa gležen, pa halo, pa gležen je Luka pozdravil v 2-3 dnevih. Ja, lahko, mogoče gre za malo težji zvin, mogoče je magnetna resonanca pokazala kaj drugega, ne vem, ne spoznam se. Ampak kje je Wood? Kje je Wood? Wood je drugače, ima kar vrel pogodbo, pa nove še ni podaljšal. A vam to kaj naznanja? Prej sem rekel, še 10 dni do konca. A bojo Wooda prodali, zdaj glih, ko sta se ujela na parketu z Dončićem? A mi to hočejo povedati pri Dallasu? Ja, jaz bi ga zadržal, res, zdaj sta začela, ona dva majstra sta začela skup špilat,
lepo igra tale Wood, malo me njegova obramba zafrkava, se to me pri Luki tudi, no, ampak dajte jim priložnost, komaj smo nekaj sestavili. Wood ni Porzingis, prvič ni toliko steklen, čeprav zdaj to govorim, ko je poškodovan, pa vendar ni toliko steklen, pa jaz mislim, da je malo bolj hvaležen igralec, kot pa je bil Porzingis, ki se je malo tak je bil drama queen, ne. Ne vem, jaz bi to še zdaj zadržal, ampak metale odsotnost Gležna me malo skrbi. Tako da to smo že izpostavili zdaj dve možni potencialni tarči, ki bi lahko bile za odstrel. Na veliko se je govorilo pred časom o Timu Hardawayju Juniorju, da ga želijo. Ampak zadnje novice pa so, da hočejo prodati Finneyja Smitha. Ampak spet eno nesoglasje. Vemo, da ima Luka Dončić ogromno besede pri temu. Finney Smith je eden izmed igralcev, za katere je Luka rekel, da hoče z njimi končati kariero. Mislim, da je točno to rekel. In mislim, da bo precej nezadovoljen Luka, če mu odpeljajo takšnega kolega zdaj na terenu, kak sta ona dva izvan, ne vem, ampak na terenu se pa očitno znajdeta, ne. Tako da bomo videli. V tem trenutku je Dallas $15 milijonov nad cap spaceom. Kaj to pomeni? Da bojo zaradi tega luksusnega davka mogli 31 milijonov ali 30 milijonov plačati. Vseeno. V glavnem, nekaj bojo mogli rešiti, koliko je škrt Mark Cuban, nekaj bojo rešili. Kak? Nimam pojma, ampak Mark, lahko ti malo pomagam, koga ja, koga ne, vseeno. V glavnem, dajmo se dotakniti tega, koga bi si želeli pri Dallasu, koga bi lahko dobili in pa Dallas že ima novega igralca. Samo pazite zdaj, ne mi zdaj v luft skakati preveč, ker lahko hitro dol padete. A ste že slišali za Chrisa Silvo? No, jaz v bistvu sem, ampak sem mogel malo bolj debelo pogledati. Zdaj gre v bistvu za probo. 10-dnevno pogodbo je podpisal kolega, ki prihaja iz G-League, ne? Razvojne lige, 14,2 pike je imel, tam povprečje 7,6 skoka, pa nekaj drobiža od asistent v 11 tekmah. Tako da to zdaj kot neko in okropitev ne zdaj tu ne štet, ker ne bo šlo. Ampak poglejmo malo bolj širše. Kdo pa je zanimiv? Danes je bil en tak fin dvoboj, ne, ex-Jugo dvoboj, Dončić versus Bogdanović. Majster od Bogdanovića je fin igralec. Bojan Bogdanović je fin. Majster lahko zadane lahko v serijah, lahko se zaneseš, da bo šla žoga na njega, danes so ga predvsem na koncu njega iskali, ampak je Dallas tu kar dobro v obrambi odreagiral. On se je že nekako pojavil v teh pogovorih, da bi lahko zamenjal sredino, da bi ga Detroit lahko malo naprej prodajal. Bomo videli, jaz bi ga imel, to sem že zadnjič omenil, ampak nema veze. Zach LaVine je ful na nekih vratih izhodnih iz Chicaga, je pa res, da kaj za majstra ponuditi. Tisto, kar smo prej našteli, ja, mogoče, ampak ajde, bomo videli. Fred VanVleet, njega si je zaželel Kawhi Leonard v svojih vrstah iz Clippersov, ne, se vemo, ona dva sta sodelovala pri tistem naslovu iz Toronta. Majster je klač igralec, to je že dokazal. Trenutno ni mogoče v taki formi, ampak vemo, da tudi Toronto peša hudo in tam neka situacija ne more biti najboljša. O čemer priča naslednje ime OG Anunoby, kakorkoli, če sem prav prebral ali ne. Vse vemo, gre za tistega mladega igralca, predvsem specialista v obrambi, ampak majster je visok, ima mišice, skočen, pokrije celo obrambo, pismo s svojim razponom rok. Ampak on je na glas povedal, da ni zadovoljen tam, ne? Tako da ga mogoče tudi Toronto prodajal, ne? Ko sem že v svojem zadnjem podcastu povedal, so pa tu vedno neki detajli, neke igre od zadaj, ki jih nihče ne ve, niti najboljši analitiki, niti tisti najbližje v NBA, ne? Tako da to še čakamo, da se bo kaj razblinilo. Recimo, nikjer se ni na glas napovedovalo, da bo majster iz Japonske prišel v LA Lakers, ne? Ki nam je tudi na olimpijskih igrah še delal malo problemov, vse vemo, ne, pardon, ne, zdaj ne morem se spomniti. Hachimura, evo ga. Tako da, to se tudi nekaj preveč na glas omenjalo, ampak evo, zgodilo se je, bum, in je bilo to, ne.
Tako da bomo videli. Še tega moramo omeniti, D'Angelo Russell, njega pa malo boljše poznamo. Tudi njega se zdaj že kar na glas omenja okoli trada potencialnega novega mesta v Dallasu. Bomo videli, lejte, kmalu bo znanih več odgovorov. Evo, to je to, svoje kot vedno si želim, da dodate še vi spodaj v komentarjih. Do naslednjič pa, kot vedno, povabilo, da se mi pridružite na tem kanalu, da dorečemo kakšno, da sledite mojemu kanalu, se naročite, dobite highlightse for free. Lepo je bilo deliti misli z vami, do naslednjič, lepo vas pozdravljam, Gregor iz Greg Sporta. Arrivederci!